No, ko sem se pripravljala na to predavanje, kaj naj v okviru manifestacij vsakdanjega življenja v socializmu pravzaprav povem, ker se razumeva pod potrošnjo dobrin, se pravi neštetih dobrin in storitev, sem poskušala ugotoviti, kaj je tisto, ki je ta čas res zelo zaznamovalo, in izbrala sem eno od teh stvari. In to so manifestacije vsakdanjega življenja na primeru reševanja stanovanjske problematike. Ker to je bilo res ena taka res pereče vprašanje po vojni oziroma v celotnem obdobju in je steklo potem tako obsežno, da si zasluži te pozornosti. No, stanovanje po definiciji velja za trajno ekonomsko in socialno dobrino ter osnovni element družbenega in pa tudi standarda in pa življenjske ravni in je zelo pomembna v življenju posameznika, saj velja za eden od temeljnih pogojev socialne varnosti. No, v 50. letih, ko je bila organizirana prva povojna razstava pohištva, je raziskovalec, tedanji raziskovalec sodobnega stanovanja in stanovanjske problematike, arhitekt France Ivanšek, povedal, da sta stanovanje in stanovanjska oprema ena najmerodajnejših stvari, ki določajo življenjsko raven našega časa, je to takrat rekel. Še preden pa bi prešla na samo predstavitev in poglobljeno predstavitev bolj reševanja stanovanjske problematike, pa bi umestila to še v družbeno-politični in gospodarski kontekst, se pravi in tudi samo usmeritev po vojni. In pa tudi značilnosti tega sistema, ker gospodarski koncepti so se zelo pogosto spreminjali in tudi nekaj o tem in v okviru tudi tega se dotaknemo tudi življenjske ravni. No, skratka, s prevzemom komunistov po drugi svetovni vojni pride do korenite preobrazbe družbenega, gospodarskega in kulturnega življenja. Zamenja se pravi ureditev, kapitalistična ureditev zamenja socialistična družbena ekonomska ureditev z družbeno lastnino. No, značilno je, da socialistična ideologija postavi interes skupnosti nad interese posameznika. V tem prvem obdobju sledi podržavljanje vseh pomembnih podjetij in obrt pa na druge načine tudi obvladajo po sovjetskem vzoru. Uveljavijo nove pogoje gospodarjenja in nove razvojne politike. Skratka, usmerijo se v pospešeno industrializacijo in modernizacijo. Sploh v tem prvem obdobju dajo v ospredje postavijo bazično industrijo, se pravi kapitalno gradnjo novih in pa tudi modernizacijo starih proizvodnih zmogljivosti, torej dotaknejo se pravi poudarke na elektrogospodarstvu, energetiki, rudarstvu, težki industriji, se pravi črni metalurgiji in pa strojni industriji. Sredi 50. let pa dozori odločitev, da je potrebno začeti razvijati gospodarski razvoj bolj uravnoteženo in da morajo dobiti mesto tudi druge panoge, se pravi tiste panoge, ki vplivajo na dvig življenjske ravni prebivalstva. Tako ta program snujejo kar nekaj časa, se pravi več let, in leta 1958 na 7. kongresu Zveza komunistov, ki se je odvijal, ta kongres se je odvijal na delno zgrajenem gospodarskem razstavišču, aprila 1958 postavijo, da je temeljni cilj stalno izboljševanje materialnih in kulturnih pogojev življenja in dela delovnih ljudi oziroma maksimalno zadovoljevanje osebnih in družbenih potreb. Kaj je to zahtevalo? Se pravi, potrebno je bilo spodbuditi rast proizvodnje in potrošnje, boljšo materialno opremljenost prebivalstva, boljši splošni tehnični in kulturni standard, kot so to imenovali. Začeli so razvijati tudi
druge panoge, se pravi kmetijstvo, promet, gradbeništvo, storitvene dejavnosti, kot so trgovina, stanovanjsko-komunalna graditev in pa predelovalna industrija. No, tukaj vidimo ponos socialističnih časov, se pravi ljubljanski Litostroj, ki je oskrboval hidrocentrale s turbinami, poleg še nekaj tovarn v državi. Zdaj se pa dotaknem še pogostih spreminjajočih se konceptov gospodarskega sistema. Zakaj je to pomembno? Zato, ker ti vplivajo tudi na samo reševanje stanovanjske problematike in na oblikovanje stanovanjskih politik in stanovanjskega gospodarstva. No, v 50. letih Jugoslavija opusti centralno-plansko socialistično gospodarstvo in uvede svoj tip, svojo različico socializma, tako imenovano samoupravljanje. V 60. letih, ko se pojavijo prvi težave gospodarske usmeritve, preide v okviru velike gospodarske reforme sredi 60. let na gospodarstvo z elementi tržnega gospodarstva in to da hitro lepe rezultate, se pravi doživlja dinamičen razvoj na vseh področjih družbenega življenja. V 70. letih pa pride Jugoslavija spet pred nove izzive, odločajo se, kaj uvesti, čemu dati prednost ali planu ali trgu in tako dozori odločitev, da uvedejo netržno, nekonkurenčno, avtarkično model gospodarstva, tako imenovano dogovorno ekonomijo, kar pomeni, da iz gospodarskega življenja izrinejo vse tržne elemente in uvede samoupravno dogovarjanje in sporazumevanje, združevanje in usmerjanje sredstev. Podjetja so razdeljene na tako imenovane temeljne organizacije združenega dela in pa na sestavljene organizacije združenega dela in se med seboj dogovarjajo, sporazumevajo in ne tekmujejo. Med sabo, se pravi izdelkov ne prodajajo, ampak usklajujejo na podlagi interesov vzajemnih pravic in odgovornosti. Skratka, izrinejo konkurenco. Značilnost gospodarstva tega je tudi, da se usmeri ponovno v težko industrijo. In zdaj bom tukaj še pokazala posledice takšne usmeritve, se pravi težko industrijo z ekstenzivnim zaposlovanjem. To gospodarstvo je uvozno odvisno in se tudi ujame v tem obdobju v 70. letih v past zadolževanja. Tukaj vidimo zdaj trend zadolževanja, nekako do 70. let je nekako zmerno se zadolžuje, potem pa dolg začne zelo rast, predvsem od leta 74 pa do 79 se ta dolg skoraj potroji in tukaj je prikazano do leta 82, kot jim nekako ta dolg poskušajo vzdrževati na enaki ravni. Na desni strani vidimo v sorazmerju od tega tudi rast trend inflacije, pravzaprav je ta skozi prisotna in vsakokrat, ko se menjava gospodarski in politični sistem, nekako pride do nekih motenj, neravnotežja in to se odrazi tudi v inflaciji, se pravi v rasti cen, tako vidimo te krivulje in vrhove. V naslednjem pa bom pokazala, zdaj nekako v tem obdobju se je zvrstilo 6 inflacijskih valov. Kot boste opazili, sovpadajo nekako s temi gospodarskimi reformami, se pravi prvi val inflacijski se začne leta 56 in traja do leta 62, ko postopno pride do deetatizacije, se pravi manjše vloge, zmanjševanja vloge države. V drugi val sovpada z reformiranjem gospodarskega sistema, se pravi od leta 63 do 66, ko pride do liberalizacije in stabilizacije trga, potem se pravi že od leta 67 pa tja do sredine 70. let začnejo s kontrareformo, se pravi gre za intervencijo na področju cen in obresti, se pravi obresti so neka taka nepomembna zadeva, se pravi so nizke obresti. Potem pride v 4. valu inflacijskem do institucionalne reforme,
prilagodijo države in gospodarstvo, se pravi dogovorno ekonomijo, se pravi tudi organizacijsko preoblikujejo, se pravi v skladu z zakonom o združenem delu, ki je bil sprejet leta 1976. V petem valu sledi val inflacije, se pravi, ko nastopi dolžniška kriza in takrat sprejmejo, dosežejo nivo višjega zadolževanja in potem začnejo sprejemati protiinflacijski program in pa program dolgoročne ekonomske stabilizacije in potem tudi se začne, kriza se poglablja in v tem šestem valu od leta 86 do 89, ko nastopi velika, globoka ekonomska in politična vsesplošna kriza in tudi počasen razkroj same države, nastopi hiperinflacija. No pa zdaj če se vrnem na samo reševanje stanovanjskega vprašanja, se pravi v povojnih okoliščinah, se pravi prvo obdobje, tudi še v 50-ih letih, ko nastopi velika preobrazba, družbena in ekonomska, se pravi, ko pride do preslojitve prebivalstva iz ruralne v industrijsko družbo, se pravi, pride do priliva kmečkega prebivalstva v industrijske dejavnosti, vlada še vedno velika stanovanjska kriza. In kaj na tem zdaj narediti? Se pravi, prioriteta jugoslovanskega socialnega programa zato postane obnova in izgradnja stanovanj. Se pravi, povečati stanovanjski fond in izboljšati življenjske razmere ljudi. Želja je v ospredju seveda vsakmu zagotoviti dobro stanovanje. No, tukaj vidimo en primer, družino, kako se stiska v slabih življenjskih pogojih, v stanovanjskih razmerah v Ljubljani, torej iz leta 1957. Se pravi, zato, da pride do nekega razmaha, začetka intenzivne gradnje in reševanja tega vprašanja, sprejmejo zakonske in druge podlage. No, leta 1958 je sprejet zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in zemljišč. To je tretji zakon o nacionalizaciji, se pravi ta zadnji po vrsti, ko oblast poseže v zasebno lastnino najemnih zgradb in na ta način prebivalcem, gospodarskim, političnim in drugim organizacijam brez večjih vlaganj in v kratkem času zagotovi veliko število stanovanjskih in poslovnih prostorov ter zazidljivih zemljišč. Zdaj, če sem konkretna, takih parcel zazidljivih je bilo nad 100.000, se pravi 113.000 in pa nad 5.000 poslovnih in stanovanjskih zgradb, se pravi kar takoj z nacionalizacijo. Hkrati začne delovati tudi, se pravi leta 1955, Zavod za stanovanjsko izgradnjo in pa tudi takrat že nastanejo prve stanovanjske zadruge, sam Zavod za zadružno izgradnjo in pa je ustanovljen leta 1960. Za redno in nemotno kreditiranje in financiranje gradnje pa verjetno ste še kdo od vas spomni, da je bil uveden leta 1956 stanovanjski prispevek, oziroma takrat je stopil v veljavo. Na ta način se zagotovijo finančna sredstva za začetek, za razmah gradnje. Zdaj pa še nekaj o značilnostih stanovanjske politike in gospodarstva. Stanovanjska politika in gospodarstvo, se pravi dinamika gradnje stanovanj ter sistem financiranja so se v socializmu spreminjali skladno z gospodarsko-političnimi reformami. Se pravi, ti družbeni stanovanjski viri, to so bili ta družbeni stanovanjski fond, družbena namenska sredstva za stanovanjska posojila ter združena sredstva vzajemnosti in solidarnosti na ravni občin, te so bili potem kasneje v 70-ih letih, so bili te formalizirane oblike institucije stanovanjske politike. Država se je tukaj že zgodaj umaknila, že v 50-ih letih in je dala prostor samoupravnemu modelu stanovanjske politike, se pravi, samo stanovanje je bila dobrina, oziroma ugodnost, ki je izvirala iz zaposlitve, se pravi statusa zaposlitve. Po tem času se je zvrstilo več modelov stanovanjske preskrbe in stanovanjske politike, pri čemer, kot sem že rekla, so bile stanovanjske reforme vedno pridružene reforme gospodarskih reform. Se pravi, ko je bila gospodarska in politična reforma, se je reformirala tudi sama stanovanjska politika. Tako leta 1953, ko utirijo samo upravljanje,
Odgovornost za stanovanjsko preskrbo z centralne preide na republiško in mestno raven ter stanovanjske direkcije v 60 letih, pa delamo na trg in delamo na podjetja. V 70 letih pa tudi preide na samoupravne stanovanjske skupnosti. V 60 letih se pravi je zelo pomembna ta stanovanjska reforma. Zakaj? Ker da pozitivne učinke v uvajanju sistema kreditiranja in v spodbujanju varčevanja. Takrat je bil res to čas varčevanja, ko se je spodbujalo varčevanje na vsakem koraku, se pravi v vlaganju državljanov v gradnjo stanovanj v zasebni lasti. Takrat komercialna stanovanjska posojila prevzamejo podjetja, banke, se pravi od teh republiških in občinskih skladov. Odgovornost za oskrbo zaposlenih z ugodnimi stanovanjskimi posojili in najemnimi stanovanji pa prevzamejo podjetja. Gradbena podjetja pa odločajo o obsegu, količini, ceni zgrajenih stanovanj in jih tudi prosto prodajajo. Skratka, načelo stanovanjske politike je bilo in gospodarstva, da zaposleni in občani rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje v svojih podjetjih, družbeno-političnih skupnostih ter samoupravnih stanovanjskih skupnostih na temelju lastnih dohodkov, varčevanja in solidarnosti. Podjetja so relativno samostojno oblikovala stanovanjske sklade in se odločalo o tem, koliko denarja se nameni za pridobivanje najemnih stanovanj, se pravi družbenih stanovanj, koliko za stanovanjska posojila, za nakup ali za zidavo. Se pravi, pri upravljanju, vzdrževanju določene najemnine družbenih stanovanj pa niso imela nič kaj dosti zraven, ampak so tukaj bilo v rokah na lokalni ravni, se pravi, je odločala v družbenem skladu na nekem lokalni ravni. Se pravi, decentralizirana struktura oblikovanja stanovanjskih virov v podjetjih je omogočila široko dostopnost lastnega stanovanja. Zdaj pa še nekaj o komplementarnem delu stanovanjske politike in gospodarstva. Namreč formalne vire, te, kar sem zdaj povedala, stanovanjske preskrbe so dopolnjevali neformalni, se pravi zasebni viri. Zakaj? Zato, ker seveda so družbeno stanovanjski viri niso zadostovali in so ne zadoščali vsem potrebam in so nekako tvorili komplementarni del, se pravi sivo stanovanjsko gospodarstvo. Porast gradenj zasebnih stanovanj, se pravi, je sprožila ta omenjena stanovanjska reforma, saj je omogočila distribucijo namenskih družbenih sredstev za stanovanjska posojila. Največ posojil za nakup ali gradnjo stanovanja, hiše so dali skladi skupne porabe podjetij. Če verjetno to veste, da so podjetja vedno imela sklade skupne porabe, kjer so pač namenjala za skupne stvari in en velik del oziroma najpomembnejši del je šel za reševanje stanovanjskih vprašanj. Potem pa je šlo druga pomembna zadeva, so bila počitniška stanovanja in počitnice in pa tudi vse te druge prostočasne dejavnosti, kulturne, umetniške, izobraževalne, so bili motoklubi in fotoklubi umetniški, seveda pa tudi za samo izobraževanje in usposabljanje, ker pač je bila izobraženost nizka, da si lahko usposobil oziroma se dodatno še izobrazil. Se pravi, poleg podjetij so bila tudi bančna kreditna sredstva na osnovi namenskega varčevanja ali vezave dinarskih ali vezave deviznih sredstev, pa prodaje deviz in pa združena sredstva vzajemnosti in solidarnosti, ta so bila na ravni občin, ki jih so nekako najmanj dala. Stanovanjsko vprašanje se je reševalo torej z dodelitvijo pravice do uporabe družbenega stanovanja, to je bila tudi ena pomembna stvar v tem obdobju, in pa z gradnjo ali z nakupom stanovanja z osebnimi dohodki v pomoči številnih spreminjajočih se oblik družbene pomoči. Zdaj, če ponovim, se pravi, gradnjo družbenih stanovanj omogočajo zakonsko predpisani stalni viri finančnih sredstev. Neposredno po vojni se je stanovanjska gradnja financirala nepovratno iz proračunskih družbeno-političnih skupnosti. Se pravi, na administrativni način financiranja investicij, se pravi razdeljevanja investicij, kasneje pa z oblikovanjem občinskih in republiških skladov za stanovanjsko gradnjo z izdvajanjem deleža sredstev od bruto osebnih dohodkov. Ta prispevna stopnja se je nekako bila v 50 letih, ko se je to uvedlo, visoka, 10-odstotna, potem preko 6%, od leta 60 pa v višini 4%.
Nosilci stanovanjske gradnje so bili, se pravi stanovanjski skladi, in hkrati so bili nosilci družbene gradnje in posojilodajalci podjetjem in posameznikom s ciljem, da bi mobilizirali sredstva skladov skupne porabe v podjetjih in prihranke državljanov. Zunaj formalnega sistema stanovanjske politike pa se je razvijala seveda tudi samogradnja. To samogradnjo je država spodbujala, saj na nekak način se je to kompenziralo disfunkcionalnost tega formalnega sistema. Cena stanovanja vedno ni bila dosegljiva, samogradnja pa je nekako vzdrževala socialni mir. No, še o družbenem socialnem stanovanju, ki je bil v bistvu nekak paradni konj samoupravne politike. Pri njem je glavno vlogo, ključno vlogo je igralo podjetje, kot sem že rekla. Velja za ustavno zagotovljeno pravico vsakega državljana, zato so bili na republiški ravni določeni splošna pravila za njihovo razdeljevanje in pa najnižje stopnje prispevkov, ki jih naj bi podjetja namenila za svoje stanovanjske sklade. Čeprav ne bi nagovarjala marginalizirane dele prebivalstva, pa je imelo nekako, bi lahko rekla, podobo privilegiranosti, saj velikokrat so do teh stanovanj prišli tisti, ki so bili bolj zaslužni. Leta 1990 je delež družbenih stanovanj v stanovanjskem skladu znašal približno tretjino stanovanj. Lastniki so bili v večini, se pravi, z 68% podjetja, v 30% občine, v 2% pa država. Prevladujoči pristopi stanovanjske gradnje, vladala sta dva skrajna pristopa, se pravi, v mestih, v industrijskih središčih je bila prevladujoča načrtovana, velikopotezna, gosto naseljena, tehnološko napredna gradnja velikih sosesk in skupin blokov in stolpnic. Na podeželju, se pravi izven teh središč, pa je vladala razpršena, enolična, redko poseljena in tehnološko zadržana samogradnja. Šlo je za polarizacijo med mestom in podeželjem. Na podeželju, kot sem že rekla, je prevladovala samogradnja, se pravi več kot skoraj 46% je bilo take gradnje, in tukaj se je gradilo v glavnem s samopomočjo in uporabo lastnih virov, v mestih pa je gradil družbeni sektor in le 17% je bilo samogradnje. Se pravi, gradnja stanovanj, se pravi, favoriziralo se je družbeno usmerjeno večstanovanjsko blokovsko zidavo, ne glede na to, da je prevladovala, se pravi, samogradnja in gradnja enodružinskih hiš. V industrializaciji stanovanjske gradnje, v montažnem načinu gradnje, v naprej prefabriciranih delih, v serijskih gradnjah večjih kompleksov stanovanjskih zgradb so videli namreč rešitev iz strahotne stanovanjske stiske. Obenem pa so z njo kot posledico industrializacije želeli pokazati tudi naučiten razvoj v gradbeništvu in revolucijo, se pravi, treba pokazati na nov čas in prelom s starim. Glede na samo dejstvo, da je vladala velika stiska, so bili v ospredju skozi pozivi k vsesplošni racionalizaciji, da bi se vsakomur lahko omogočil dostojanstven stanovanjski minimum s tipizirano osnovno opremo. Tukaj na desni vidimo, verjetno vsi to poznate, to je naselje Soseska, eno prvih v Ljubljani, to je Savsko naselje ob Linhartovi ulici nasproti rehabilitacijskega centra Soča in tukaj prikazuje igro otrok v zimskih počitnicah. No, v 50 letih, da bi zagotovili, se pravi, te nove koncepte gradnje, pa so občine, okraji in gradbene zadruge razpisovale natečaje za izdelavo elaboratov za gradnjo majhnih stanovanj. In tako je nastala ena zelo pomembna razstava,
leta 1956, organizirana na zvezni ravni. To so stanovanje za naše razmere, se pravi stanovanje, ki ne bi bilo primerno novemu času. Organizirali so jo takrat tukaj na Slovenski cesti, danes na Slovenski cesti v še nedokončani stavbi Kozolca. In ta razstava je predstavila koncepte urbanistične in pa tudi notranje opreme, se pravi nove tipe stanovanjskih zgradb in sosesk, zadružno gradnjo in montažne sisteme, racionalne vzorce pozidave, kot so prepoznavali vrstno hišo in pa recimo atrijske hiše, in pa predstavili so tudi inovativne in racionalne tlorise zasnove stanovanj. Vemo, da so se nekako zgledovali naši arhitekti po Skandinavcih, niso nekako ta švedski stanovanjski standard in bivanje hotel prenesti v naš prostor. Tukaj vidimo notranjo opremo prvo nagrajene hiše, to je bilo postavljeno v vrstno hišo, se pravi gre za dnevno sobo, ki so jo takrat opremali, sicer ni bila namerno narejena za to hišo, v Kamniškem Stolu, zasnoval pa je pionir industrijskega oblikovanja Niko Kralj, se pravi vidimo njegove stole, v ozadju pa tudi nekaj take lahek regal. Potem tukaj vidimo pogled iz te hiše na vrt. Notranja oprema, se pravi, kot sem rekla, so produkti Kamniškega Stola in pa nakažejo s to razstavo smer družbenega razvoja na področju stanovanjske kulture. Kuhinjo so pa opremali z laboratorijsko kuhinjo Branke Tancik. Ona je bila arhitektka in tesna sodelavka Centralnega zavoda za napredek gospodinjstva v Ljubljani. To je ta CZNG, ki je bil ustanovljen leta 1954 prav s tem namenom, da preučuje sodobne načine bivanja oziroma primerne načine za nov čas. In tako so bili ustanovljeni tudi druge enote po celi Sloveniji. Se pravi za vodenje, on je vodil, usmerjal vso gospodinjstvo, se pravi od notranje opreme, prehrane, obleke, vzgoje otrok, dajal smernice, kot najbrž tudi vi se še spomnite vsega tega, so izdajali tudi publikacije, priročnike, recimo ABC šivanja, gotovo to poznate. Zdaj pa, če preidem na same koncepte, se pravi na zgradbe, na socialistično modernizacijo, se pravi gre za nova stanovanjska naselja z industrijskim načinom gradnje, kot sem že rekla, vnaprej izdelani posamezni deli, ti so nastajali v industrijskih središčih, recimo ob Metalni, tam na Jesenicah, pa v Celju, pač v vseh mestih in industrijskih središčih. In v ospredju so bile tudi kot dobre rešitve prepoznane soseske, se pravi, da gre za različne tipe stavb, se pravi bloki, stolpnice in tudi enodružinske hišice. Tukaj je nekaj soseske, ljubljanskih, Savsko naselje, Šišenska soseska, Bežigrajska soseska, potem Burski car, Koseze. Nastala so tudi nova mesta, Velenje, Nova Gorica in Kidričevo, se pravi nekatere zaradi novih industrij, druga pa čisto iz praktičnih razlogov, kot je Nova Gorica, ko je izgubila z postavitvijo meje, ko so Slovenci izgubili pač neko upravno, kulturno središče in so si zgradili na travniku svoje mesto Nova Gorica. Zdaj tukaj imam še nekaj teh sosesk. Tukaj vidimo ob Vpadnici v Ljubljano, vidimo na levi stolpnice ljudskega arhitekta Ilije Arnautoviča, verjetno poznate tole, to je tako imenovani Slepi Janez, ki je na tem nekoč stala gostilna Slepi Janez, ki se je tako imenovala. V 60-ih letih, zdaj pa preidem tudi na samo notranjo opremo, opremljanje prebivalstva
se je začelo mimo najnujnejših dobrin nekako v 60. letih, namreč z skoraj ničelno stopnjo brezposelnosti pride do izboljšanja materialne osnove prebivalstva in z naraščanjem osebnih dohodkov pride tudi do rasti kupne moči. Ta kupna moč je bila še zlasti intenzivna in res velika do 70. let, do takrat se je kar potrojila, potem pa se nekako ustali in v 80. seveda začne upadati. In se pravi, v 60. letih se začne povpraševanje po dobrinah hitre in trajne porabe. Takrat vznikne in se tudi razmahne po vzhodnem vzoru potrošniška socialistična kultura. Ob gradbeništvu so se namreč, se pravi, ker je bila taka intenzivna dejavnost, razvijala tudi pohištvena industrija, veliki giganti, in pa industrijsko oblikovanje in tehnologije obdelave lesa. Takrat v 60. letih, sploh v drugi polovici, nekako od 66 do 70 je bil tak boom opremljanja s pohištvom, se pravi kuhinjskim, sobnim, stavbnim in pa tudi z gospodinjskimi aparati. Takrat so se množično opremljala zlasti mestna gospodinjstva. Zakaj? Namreč takrat so bila gospodinjstva že zelo dobro elektrificirana in takrat se pokaže tudi potreba po električnih napravah, saj gospodinjski način življenja navade se spreminjajo. Ženske niso samo gospodinje, temveč so tudi delavke v tovarnah in drugod. Tako stopnja elektrificiranosti gospodinjstva je bila leta 1963 že 88%, stopnja elektrificiranosti naselij pa je bila še boljša, se pravi 96%, se pravi, da je naselje imelo že elektriko, je bila že pripeljana elektrika v naselje. Konec 60. let so se s temi belo tehniko, televizorji, fotoaparati in stanovanjsko opremo opremljala zlasti mestna gospodinjstva. V obdobju 68-73 pa jim sledijo tudi kmečka gospodinjstva. Sploh v tem obdobju so se tudi začela tudi množična motorizacija, se pravi opremljene z avtomobili, pa mopedi in tako naprej. Namreč z letom 68 so se začeli uveljavljati potrošniški krediti, ki so večali kupno moč prebivalstva. Zdaj pa bom tukaj pokazala še nekaj primerov notranje opreme. Tukaj vidimo mozaik, verjetno je kakšen kdo od vas ga gotovo pozna, ker je bil v svoji sobi. To je bil en tak prilagodljiv sistem, modularni, ki ga je zasnoval Niko Kralj, danes imam samo Niko Kralja. Se pravi, modularni sistem, ki je bil primeren za opremo različnih prostorov, od otroške sobe, predsobe, dnevne sobe, tako da se da vse opremiti. Naslednji je spet on, izdelovala ga je podjetje iz Savinja, iz Celja, oblikoval pa ga je Niko Kralj. Naj povem, da je on vodil tudi inštitut za industrijsko oblikovanje od 60. do 80. let, pa je se oblikovanje že profesionaliziralo, in je sodeloval s študenti, so tudi njemu pomagali pri teh raziskavah. In tukaj je en tak primer, vidimo te inovacije, te spoji, ki so kovinski, tukaj vidite, so te enote ploske zvezane skupaj s temi kovinskimi cevmi. Zdaj, naslednji je spet on, to je pa iz 80. let, iz začetka 80. let, se pravi, značilno za te prilagodljive zasnove je bilo od stene do stene, od tal do vrha, da je bilo vse racionalizirano, ker pa stanovanja so bila nekako prevladujoča, bolj majhna, niso bila nekako ogromna. In je bilo treba biti racionalen. In tudi s tem sistemom se je dalo z garantom, tako se je bilo, se je dalo opremiti vse različne prostore. Naj povem, da je on stremel, ne glede na to, da so začeli uporabljati v 60. let tudi iverko, da je bil pristaš lesa in je te ročke pa robove mehčal s pravim lesom. Tako, tukaj je ta primer, recimo. Naslednja pa ni Niko Kralj, ampak je Hoja.
in od spredju je pa oblazinjeno pohištvo, se pravi sedežna garnitura od mebla. Tukaj kaže se na spremembo načina življenja, se pravi udobje, se pravi preživljamo veliko prostega časa pred gledanjem televizorja, z gledanjem televizorja. No, tukaj pa zdaj gremo na gospodinjske aparate. So se začeli tudi opremljati z gospodinjskimi aparati, tako kot sem rekla, v 60 letih. Tukaj sem izbrala to fotografijo, zato ker tako lepo kaže kar 2 štedilnika, električnega pa plinskega, pa v ozadju hladilnik, pa bojler, se pravi vse te pridobitve modernega časa so tukaj vidne. In verjetno ni se dalo vse dobiti naenkrat, pa so dokupovali takole, ali ne vem, kako bi si to razložila na ta način. No, tukaj pa vidimo zdaj ponudbo bele tehnike, mislim, da je prav v Kranju tole, za novo leto 72. No, zdaj pa, če pogledamo malo stanovanjski standard komunistične modernizacije. Sredi 60 let je v mestih in mestnih naseljih mestnega značaja stanovanjski standard sledeč. Opremljeno stanovanje z elektriko, zelo dobro, skoraj 100%, vodovodom 78%, kanalizacijo 83%, kuhinja 89%, stranišče 61%, lastna kopalnica 42%, kar je še vedno, se pravi, v mestih dosti nizko. Velikost stanovanj, največ dvosobnih, manj pa enosobnih in trisobnih stanovanj. Leta 81 pa je stanovanjski standard sledeč, elektrika v 99%, tekoča voda 92%, kopalnica 71%, se pravi, je razlika. Povprečna velikost stanovanj okrog 64 kvadratnih metrov, povprečno odpade na osebo 20 kvadratov, centralno ogrevanje 39%, največ stanovanj je 35% je dvosobnih, trisobnih 27%, garsonje 18% in štirisobnih 11% in petsobnih 6%. V primerjavi z izhodiščnim letom je bil stanovanjski fond tega leta za 55% večji. No, je bila tudi razlika med družbenimi in zasebnimi stanovanji v velikosti. Povprečna velikost novih stanovanj od leta 55 se je naglo povečevala, od 61 kvadratov preko 90 v zgodnjih 70 letih in potem naraste na 96 kvadratnih metrov. Povprečna površina družbenih stanovanj pa se v bistvu v teh 50 letih v tem duhu zmanjševala, se pravi 64 kvadratnih metrov na 44,5 kvadratnega metra, potem pa se je tudi tukaj začela povečevati in leta 79 kljub temu ni dosegla 60 kvadratnih metrov. Zdaj, če zaključim, da ne bom predolga, pa mogoče kdo še kaj vpraša. No, v stanovanjskih naseljih iz časa modernizma, ker prevladujejo stanovanjski bloki in stolpnice, prisotne so enodružinske vrstne hiše in atrijske hiše, danes pogosto ne ustrezajo sodobnim stanovanjskim in bivanjskim standardom. Zanje so značilne tako neprimerne prenove, slabo vzdrževanje, prevelika gostota prebivalstva, pomanjkanje parkirnih površin, so pa tudi ustrezne sanacije teh zgradb. Vsekakor pa ohranjajo spomin na izjemno napredno obdobje v razvoju slovenske kolektivne gradnje in arhitekture. Pomenijo kvalitetne rešitve, kot so odprti prostori med bloki, bogato zelenje, inovativne gradbene tehnologije, pestre stanovanjske tipologije in premišljeni tlorisi stanovanj. Toliko.